stanovanj v času socializma sem jaz osrednjo pozornost namenila sistemskemu sestavljivemu pohištvu in sem zaradi tega malo spremenila tale moj naslov. Drugi del, hitro gospodarno pomeri, se pravi sistemsko sestavljivo pohištvo. Razvoj pohištva po vojni so usmerjali povojna obnova in družbene spremembe. Velike potrebe po velikih količinah opreme je ustvarjala obnova porušenih stanovanj in intenzivna gradnja novih stanovanjskih posesk in vrstnih hiš v mestih, tovarniških naseljih, industrijskih središčih ter gradnje povsem novih mestnih naseljih, kot smo recimo v Velenju. V okoliščinah povojne obnove in izgradnje je velik razvoj doživljala pohištvena industrija, kot tudi industrijsko oblikovanje in tehnologije obdelave lesa. Povojna industrializacija in urbanizacija sta tudi povzročili splošen razvoj in dvig standarda, s čimer so se spremenile možnosti potrošnikov. Novi interesi in nove potrebe so vplivali na navade ljudi in spreminjali njihove zahteve glede pohištva. Denimo gledanje televizije je povzročilo zahtevo po udobnem sedežnem pohištvu, vse večje zahteve otroke in mladine so povzročile potrebe po otroškem in mladinskem pohištvu, velika zaposlenost žensk je postavila zahtevo po pohištvu, ki ga je lahko negovasti. Podaljšan prosti čas in počitnice sta tudi privedla do tega, da so ljudje več trošili za stvari, povezane s prostim časom in vse bolj zahtevali poceni serijsko pohištvo. Opazen trend naraščanja prometa z dobrinami trajnejše rabe je bil od 60-ih do sredine 80-ih let. Najbolj množično opremljanje slovenskih gospodinstv stanovanjskim pohištvom pa se je zgodilo sredi 70-ih let, ko se je v skupini lesnih izdelkov močno povečala prodaja poslovnega kuhinjskega, sobnega in stavbnega pohištva. Z letom 1968 se je namreč začela izvajati politika uveljavljanja potrošniških kreditov, s katerimi se je ukretila na več prebivalstva. Že v 60-ih letih 20. stoletja je bilo opaziti, da se poskuša pohištvena industrija s svojimi izdelki prilagoditi potrebam in željam potrošnikov. Ker so bila stanovanja iz novogradnje v času socializma so se podobno kot v arhitekturi tudi v oblikovanju pohištva uveljavljali funkcionalistični princip po vzoru švicarsko-francoskega arhitekta Le Corbusierja. Slovenski oblikovalci so se v oblikovanju sodobnega stanovanjskega pohištva navezali predvsem na Skandinavce, ki so učinkovito znali izrabljati tradicionalni les, njihovi izdelki pa so bili vsestransko uporabni in oblikovani po principu umirjene skladnosti in shode estetike. Za gradnjo relativno majhnih stanovanj je nastajala potreba uporabe stanovanjskih prostorov v višino. Za pohištveno industrijo, ki je projektirala nove programe notranje opreme, predvsem za družbena stanovanja, katera so v izteku 80-ih let predstavljala 33% stanovanjskega sklada Slovenije in so na začetku 80-ih let povprečju merila 70 kvadratnih metrov stanovanjske površine, je to pomenilo delati visoko umarno pohištvo do stropa. V umarnem pohištvu, ki se ga označuje kot odlagalno in shranjevalno pohištvo, se je po vojni začelo uveljavljati komponibilno, sestavljivo, prilagodljivo pohištvo, pri katerem se dajo elementi sestaviti v umerjeno kompozicijo. Umare so se razvijene v različnih izvedbah, od posebnih do sistemskih. V okviru koncepta kombiniranih prostorov, kombinacije spalnice in dnevne sobe se je sčasoma izoblikovala posebna garnitura pohištva z generičnim nazivom kombinirana soba. Takšno sobo je sprva sestavljala nekaj osnovnih kosov pohištva, en ali dva kavča, ki so se po noči raztegovali na posteljo, po dnevi pa zlagali nazaj, 2 ali 3 foteli, nizka mizica in nekaj elementov za shranjevanje in razstavljanje predmetov. Ti predmeti so se do konca 60-ih let izdelovali kot posebni kosi, omare, predalniki. V 70-ih letih pa je kombinirana soba dobila svoj najbolj prepoznaven del, regal od stene do stene. Regal je predstavljal kombinacijo kosov pohištva, se pravi kosov pohištva, transformiran v modern večnamenski kos pohištva je utelešal modernistično obsesijo z urejenostjo in čistimi oblikami. Običajno so ga sestavljali 2 zaprti omari za shranjevanje oblačil, predvsem tistih na obšanjih. Potem še ena omara je bila namenjena shranjevanju drugih vrst oblačil in blaga, kot so belo perilo, postelina, prti, pisače, odeje, zavese, pa tudi gospodinskih predmetov,
kot so dokumenti, fotografske albumi, potem je bil tudi bife za odpiranje vrat od zgoraj do zdol. Regal je vseboval tudi nekaj zastekljenih ali nezastekljenih odprtih predalov, namenjenih k razstavljanju različnih predmetov, knjig, serije družinskih fotografij, spominkov iz fotografij. Imel je seveda tudi prostor za televizor, ki je postal sestavni del predala in konfiguriranih sob. Razvoj omarnega pohištva je označeval prehod od mobilnega do ustavljivega, vgrajenega omarnega pohištva. V obdobju 1969 do 1978 je proizvodnja kuhinjskega, sobnega, sedežnega in drugega pohištva doživela velik preobrat v kvaliteti in ponudbi. Pohištvo je postalo odraz blaginje, okusa in želje po dobrem počutju doma. Tudi proizvodnja garnitur se je usmerila k proizvodnju kosov, ki jih je potrošnik lahko poljubno kombiniral in sestavil. Princip naredil sam je bil del praktične družbene filozofije. Sistemsko, sestavljivo, komponibilno, dograjevalno modularno pohištvo, ki je omogočilo veliko število kombinacij za opremo različnih bivalnih prostorov po dostopnih cenah, so v serijski proizvodnji izdelovali vsi večji proizvajalci pohištva v Jugoslaviji. Med najbolj priljubljenimi so bili Neblo, Nova Gorica, Brest, Cerknica, Lesna industrija Ljubljana in podobno. Začetki izdelave pohištvenega sistema pa segajo v leto 1957, ko je nemški oblikovalec Hans Buderot oblikoval pohištveni sistem 125. Zanj so bile značilne velike ravne ploskve s formiranimi rokovi elementov in demontažne konstrukcije. Po načinu sestavljanja se pri sistemskem pohištvu loči dva osnovna principa za zaprti in odprti sistem. Pri zaprtih sistemih se izhaja iz predpostavke, da mora biti omara samostojen kos pohištva, ki se ga lahko predstavlja, pri odprtih sistemih pa gre za elemente, iz katerih se sestavijo želene omare. Pri zaprtih sistemih, katerih slabost je podvajanja stranic pri sestavljanju po dolžini in podvajanja stropa pri dograjevanju po višini, so osnovni elementi sistema omarice. Medtem ko večina elementnih odprtih sistemov temelji na principu ene vertikale, kateri se dodajo horizontale in nazadnje še eno vertikalo, postopek pa se v dolžino ponavlja glede na število elementov za sestav. Pečat novemu razvoju omarnega pohištva je za uveljavitvijo že v 60-ih letih dala iverna plošča. Za oplemenitenje iverne plošče, ki je bilo v začetku oplemenitena s furnirjem, se je s časoma začela uporabljati folija in drugi materiali, ki so mogočili še nižjo ceno in hitrost izdelave. Prvi sistemi iz ivernih plošč so bili predvsem strogi, hladni in togi, ostrih robov in kvadratnih oblik. V velikoserijski proizvodnji pohištva je ostajala tudi nevarnost uniformiranosti. Zato so v izogib dolgočasnosti velike gladke ploskve začeli okraševati s tiskanjem in intarziranjem. S pojavom masivnih nalepkov na robovih je sistemsko pohištvo dobivalo mehkejše in završene linije. Nekateri avtori, denimo pionir in utemeljitelj slovenskega industrijskega oblikovanja Niko Kralj, so s časoma tudi opuščali iverno zloščo. Kralj se je v koraku z industrijsko razvitim svetom v drugi polovici 70-ih let vračal k masivnemu lesu in pristni formirani osnovi. Prvo podjetje v Jugoslaviji, ki je razvilo sestavljivo pohištvo, je bilo Neblo iz Nove Gorice. Razvilo je namreč tako imenovani A-program, ki je ustrezal potrebam in okusu sodobnega kupca, ki se je želel pohištvo prilagojeno potrebam in razsežnostim svojega stanovanja. Ta program so razvili leta 1967. Sestavljivi program visokih omarastih elementov je bil projektiran tako, da so posamezni kosi omari imeli isto višino do stropa, dve globini, 60 cm za garderobne omare, 40 cm za omare za dnevne sobe in dve širini, 150 cm. Sestavljivi A-program je potrošniku omogočal, da se je izbral omare tako po funkciji kot po njeni velikosti in kot so mu dovoljevale velikosti prostorov. Za A-program so program garderobnih omar dopolnili z izdelki, kot so most, bife, knjižna omara, omarica za perilo, omarica za knjige, ležišče, moška omarica, toaleta z ogledalom. S pohištvom iz A-programa je bilo mogoče opremiti dnevno sobo, spalnico, sanjsko sobo, hotelsko sobo, pa tudi počitniške hišice. A-program so izdelovali v različnih izvedbah, tukaj vidimo izvedbo v laktih z lakiranimi ličnicami in stranicami z olupnega tipovega furnirja. Potem je še izvedba Regency iz Združenega mahonija,
Tukaj lahko vidimo ta most, pa tudi dvoje globin in tudi prostor za televizor, nižno omaro in koncino. Se pravi, potem je bila še izvedba Louis XV, ki je bila na voljo v beli barvi, lakirana ali pa iz hrastovega furnirja. Nov sestavljiv program, e-program, ki je z osnovami prvega bil njegova nagradnja, je Meblo predstavil na Beograjskem knjižnem sejmu leta 1970. E-program, ki je v serijsko proizvodnjo prišel leta 1972, je omogočal sestavljanje neposredno s spajanjem pokončnih in prečnih elementov. E-program avtorice Lerke Fišgar je imel 27 osnovnih ploskov elementov s 50, 60 in 100 cm širine. Pohištvo je imelo dvoje globin 40 in 60 cm, ter troje višini 72, 188 in 234, kot pomeni praktičnega stropa. Osnovna izvedba je bila bela, mi pa tukaj vidimo pač v izvedbi bibliotek. Tukaj sledi. Ampak tukaj pa bela, izvedba v beli. Se pravi, e-sistem, osnovno novemu e-programu je Meblo posvetil posebno pozornost za razstavo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani leta 1973, znano pod sloganom Moje sanje lepo stanovanje. E-sistem je Meblo na razstavi potrošnikov ponujal z besedami. Na tej razstavi boste našli vse, kar vam bo pomagalo uresničiti vaše sanje o lepo opremljenem stanovanju, od postavljenih ambientov, ki bodo morda že uresničitev vaših sanj, do popolnih informacij, kako te sanje uresničiti. E-sistem je Meblo ponujal kot tisto, kar uresničuje najidealnejše sanje o pohištvu. Za pohištvo e-sistem ni značilna le izredna kvaliteta, estetska vrednost in unikatnost, ki jo dajo neskončne kombinacije. Meblo je organiziral tudi ekipo strokovnjakov, ki bodo po vaših željah napravili načrt opreme za vaše stanovanje, povedali ceno, postavili izpištvo na drog in ga zmontirali. E-sistem je oglaševal tudi kot harmonično celoto. Ko se boste odločali za stanovanjsko opremo, verjetno ne boste mogli urediti vseh prostorov hkrati. Morda boste zdaj opremili spalnico, kasneje otroško sobo, pa predsobo, dnevno sobo, kabinet. Naj vas ne skrbi, ki boste kasneje našli klubsko mizico, stol, ležišče, omarico ali drugačen kos pohištva, ki bi ga želeli skladno priključiti e-sistemu. E-sistemu ničesar ne manjka. Izdelali smo množico dopolnilnih elementov, s katerimi spreminjate in dopolnjujete stanovanjski prostor. E-sistem smo kreirali tako, kot da vam nikoli ne bo zmanjkalo želja, domiselnosti in prostora. Prav zaradi tega lahko ustvari e-sistem iz vsakega prostora harmonično celoto. Iz e-programa se je zaradi dviga cen materialov in zamrzno prodajnih cen razvil program e-novi. Ta program se od prvotnega e-programa ni razlikoval kaj dosti, predvsem likovno. Z debelejšimi navpičnimi linijami je dajal videz masivnosti, če je odločne sinove lesalne. Linije so bile tudi zaokrožene in mehkejše. Zaradi takšnih omejevanj so podjetja uvajali v poslovno prakso le rahlo spreminjanje izdelkov, s katerimi pa so pod drugim imenom dosegli nove, višje cene. Drugače od prejšnjih sistemov zasnovan pa je bil leta 1979 na Beograjskem sejmu pohištva predstavljen program Forma Nova. Novi program je dajal možnost pregrajevanja prostorov do stropa ali v nižjih višinah z ovaranami z obdvojstransko funkcijo oziroma elementi z dvojnim licem. Omogoča tudi relativno enostavno spremembo namennosti prostorov. Novo pohištvo je bilo mogoče postaviti klasično pohištvo, lahko se ga je montiralo na zid ali pa se z njim pregradilo prostor. Tukaj vidimo še eno izvedbo programa Forma Nova. Poleg tega ni proizvajala sistemskega pohištva, temveč tudi blazinen pohištva, tukaj vidimo program foteljev, mislim, da se imenuje Berlin. Maja 1983 so kot izpeljavanje programa Forma Nova začeli prodajati sistemsko pohištvo Forma 83. Leta 1988 pa se je na trgu pojavil z novim sistemskim pohištvom Forma 88,
katerega novost so bili elementi dveh različnih bobin in viseči elementi v beli in črni barvi, izdelovali pa so ga v izvedbah forma line, forma pisma in forma stanja. V proizvodnji sistemskega pohištva so se Meblu v letu 1969 sistemom Barbara pridružili tudi v Brestu v Cerknici. Program Barbara iz 57 elementov v 5 različnih višinah, 2 širinah in 4 globinah je bil program škatastega in umarnega pohištva z elementi, ki so se nizali v višino in dolžino. Z njimi je bilo mogoče sestaviti najrazličnejše sobne komplete in določene funkcionalne enote, od dnevne sobe do spalnice. 21 elementov je bilo namenjenih v spalnici. Postelje 3 širin, zakonska, francoska in nojna postelja, so imele tudi ugrajen poseben nemški mehanizem, ki je omogočal dviganje, s čimer je nastal prostor primeren za shranjevanje posteljine. Postelju so imele v vzgaju tudi police, namenjene knjigam in podobnim predmetom. Ta pohištveni sistem je bil z možnostjo nadgrajevanja v 3 višinah reliefno zelo razvijan. Spodnjim elementom z globino 60 cm so bil srednji del, v globini 40 cm, uporaben za knjižne police, potem bar, pod in zgornji del elementov globine 40 ali 60 cm. Sestavil pohištveni program je časopise takole ponujalo potrošnikov. Barbara daje z raznolikimi elementi možnost kombiniranja v najrazličnejše variante. Z elementi iz programa Barbara lahko upeli dnevno sobo, jedilnico, študijsko sobo, spalnico. Vaši domiselnosti je na voljo nad 30 različnih elementov iz pikovega furnirja z lakiranimi notranjimi površinami. Prednost tega programa je v sestavljanju zaključnih enot v večje sestave. Potrebujete samo izvijač in z enim prijavkom ste sestavili 2 elementa. Tovarniško sestavljeni elementi so bučnosti in jih je mogoče dopolnjevati. Iz programa Barbara se je kot njegova racionalizirana različica razvil program Dragica, ki se je v proizvodnju obdržal najdlje in se je programa Barbara razlikoval le po barvni nijansi furnirja. Iz Dragice se je razvil tudi program Zara. Leta 1972 pa je Brest predstavil nov sistem elegantnega videza v obsegu 27 elementov z imenom Katarina. Iz njega je bilo mogoče sestaviti lepe in funkcionalne dnevne sobe, spalnice in otroške sobe. V prodaji se je obdržal 10 let, tudi po zaslugi uspešnice v izvedbi Skyline Voglerja Brasta Tjana Želina. Brez Cerknice je leta 1981 predstavil nov sistem Helena. Sistem Helena v obsegu 76 vertikal, 3 širinah, 2 globinah ter 2 širinskih modelov so debelino stranic, podvojitev stropov in oblika fronte dejale masivnosti. Kot prvi v Jugoslaviji so leta 1988 v Brestu v Cerknici tudi izdelali izdelani plošč E1 z nalimki in brezprostrih vrhov, uspešen otroški program Igor. Kot že omenjeno, je modularne pohištvene sistem oblikoval tudi Nikokrat. Za ideal si je postavil sestavljive industrijsko proizvedene enote, ki bi uporabniki omogočale preprosto sestavljanje po lastnih zamislih. Rezultat tovrstnih hotel so bili modularni pohištveni sistemi, kot so poslovni zaprti sistem Mozaik, Dota, Zarja, Garant, enega od teh bom potem predstavila, in elementni odprti sistem Futura, Viva Savinja, Java Postona, Java Pivka, Krasni Konstrukta. Z njim je želel doseči unikatnost skozi serijo. Sistem Mozaik, ki se ga je prodajalo pod sloganom Uredi dom po svoje danes drugače od včeraj, jutri drugače od danes, je leta 1972 začelo proizvajati podjetje lesno-industrijskih kombinat Savinja iz Celja. Iz tega slogana je razvidno, da je posameznik pri potrebljenju prostora lahko izrazil posebne note. Mozaik je omogočil opet otroških, mladinskih, študentskih sob, dnevnih sob, predsob, spalnic, hotelskih in drugih prostorov. Poslovni sistem Dota iz masivnega lesa Puške Smrke, ki ga je bilo mogoče uporabiti za opremo dnevnih sob, spalnic, jedilnic, garderob, predsob pa so začeli leta 1977 proizvati družstvenostnih bled. Med elementnimi sistemi, ki so omogočali enostavno dograjevanje in spreminjanje sestava brez podvajanja stranic, je bil poleg sistema Viva Savinja, ki ga tukaj vidimo, to podvajanje stranic so se izognali, tako da so ostalo to, če vidite na spoju, to valjasto cel. Potem je pa še ena različica, ki je kvadratne razlike. Tega so leta 1974 začeli
proizvajati v lesnem industrijskem kombinatu Srbija. Potem tudi skrbno, še en program je bil tak, ki je temeljil na skrbno izbranem programu modularnih plošč, to je bil sistem Javor Postojna, ki so ga začeli proizvajati v lesni industriji Pivka leta 1977. Sistemsko pohištvo Javor Postojna, izdelano iz lahkih mizarskih plošč, na robovih in vogalih oblebljenih z debelimi masivnimi nalepki, se je uporabljalo za opremljanje hotelov, motelov, študentskih sob, recepcij, šolskih in stanovanjskih prostorov, kot tudi trgovin, se pravi zelo univerzalno uporabo. To je bilo nekaj primerov, uspešnih primerov sistemskega pohištva, kot tudi proizvajalcev, ki so proizvajali množično v velikih serijah pohištvo, ki pa se potem niso vojna hitro prilagoditi